Smo že pri srečni 13. epizodi oddaje Volan. Zakaj srečni? Zato, ker sta samo še dve, polgim pa sem dopust, Anže in Matej pa boste pripravili prispevke še za pomladno sezono. Ampak že za današnjo oddajo sta pripravila ogromno vsebine. Bila sta po vsej Evropi in Anže je recimo v Španiji vozil čisto novo Toyota BZ4X. Za volan naše Selike smo posedli novo zvezdo, prvič smo bili za volanom Mazde 6e, za začetek pa je Matej na hladnem severu Evrope. Sem šel na Norveško, kjer imajo ful radi električne avte. Evo, imam čist novo katrco, ful je huda. Vreme pa toliko slabo, da ne morem čist nič bolj pametnega pokazati, pa sem šel v Holmenkollen, da bi pokazal ta veliko skakalnico, ki imate ljubitelji smučarskih skokov ful radi. Pa tudi naši so bili zelo dobri klele. V glavnem, hoteli imajo drugače ful poštimo napolnjenje. Tukaj je 1, 2, 3, 4, 5, 8 polnilnic. Tako da te stvari so zrihtane, električnih avtov je cel kup tudi tam na parkingu. Jaz zdaj pa nekam bolj na sever, kjer je tudi ena lokacija, ki imate radi ljubitelji smučarskih skokov. Upam, da ne pada. Tole pa najsvetlejši, odkar sem prišel na Norveško, pa je ura 2 popoldne. Dobro, se pozna, da sem precej bolj severno, pa da je končno nehal deževati. Temperatura je okrog 0, tamle za mano imajo mulci trening na tej veliki skakalnici, kjer je doma prej od 4 dni nazaj, preden sem jaz prišel sem, osvojil drugo mesto. To skakalnico so odprli dobrih 30 let nazaj za olimpijske igre, ki so bile leta 94 v Lillehammerju. Itak. Znači vidim, da je vse odprt, tako da lahko malo pogledati. Ni bila telemarka 17. Vprašal, če Domna poznajo. Miš da ga? Pa Petra, pa Niko, pa Ceneta. Drugač pa katrca oziroma Renault 4 e-tech, kako se pravilno imenuje. Dobrih 200 km sem zdaj naredil po avtocesti. Stroge omejitve imajo, tako da hitrost ni bila veliko več kot 100 na uro. Ful je mrzlo, ampak je vsem poraba kar velika. Zdaj imam baterijo 11%, ampak me čist nič ne skrbi, zato ker imajo dejansko posod polnilnice. Sem jih zdaj preveril dol v hotelu in so rekli, da imajo garažo, polnilnico noter, hoče pa za parkirnino dobrih 20 € na noč, pa še enkrat toliko bo približno polnjenje, tako da bom videl, če se kje drugje bolj splača. Drugače pa končno, evo, vidim malo naravo. Tole dol je največje jezero na Norveškem, Mjosa se imenuje, se mi zdi, če bom gospod vprašal. Are you from here? Yes. How do you call this lake? Mjosa or? Yes, it's Mjosa. Mjosa, perfect. Drugač pa Renault 4, oziroma bom zdaj kar govoril katrca, se je skazal tudi kot ful udoben potovalnik. Zdaj sem se vozil dobri 2 uri, pa moram reči, da mi je bil sedež totalno všeč. Tukaj ima tudi nastavljivo ledveno oporo, tako da je tudi zame fajn. Pa fajn materiali so. Tole je prav lušten za prijet. Tak cool avto, zelo kompakten, ampak se lahko tudi 4 v njem vozijo. Dobro, grem zdaj, kaj bo itak tema. Evo, prej, ko sem se vozil gor po klancu, sem bil prav presenečen na tem, koliko dobro držijo gume v tem snegu pa ledu. In potem, ko sem se ustavil, pogledam, piše gor Viking. Ja, seveda, če pa Viking ne bo držal na severu, Drugače pa električen avto zelo prijetno peljati tudi po snegu, zato ker imaš ful natančen nadzor nad pedalom, ne za gas, ampak za elektrone, ker ima toliko navora in potem točno veš, kaj se dogaja. Zdaj pa še ena druga stvar pomembno ugotovo in sicer, da pri vožnji po klancu dol ni dobro imeti načina one pedal vklopljenega in to zaradi tega, ker če je spolzko, lahko začne avto nenadzorovano drseti in potem ga boš težko ustavil. Sam povem tistim, ki vozite električne avte, čeprav jaz načeloma skozi uporabljam ta način. Ampak tukaj sem pa gotovo, da je boljše, če kar lepo zaviram. Sam. No, tudi tukaj ni vse idealno. Včeraj zvečer recimo nisem mogel polniti v hotelu, ker nisem vnaprej rezerviral enega od 4 polnilnih mest v garaži. Potem sem prišel sem na te hitro polnilnico in sem spet mogel v vrsti čakati, ker je to kakšna gužva je. Tukaj imajo 6, pa tam mislim, da je 8, 14 polnilnih mest, pa tam je še od teste 20 ali 30. V glavnem infrastruktura, kljub temu, da imajo kao vse ful dobro poštiman, še zmeraj očitno ni dovolj. Ampak zakaj pa so električni avti tako popularni na Norveškem?
Well, it has happened in only 10 or 15 years. We have a market share of above 97% now. And the reason is simple. It's policies. The politicians have made this happen by taxing what we don't want, polluting cars, and promoting what we do want, which is electric cars. So that has worked. And since 2010, it's gone from 0 to 97% market share. Taxes on new ICE cars, internal combustion engine cars, are extremely high. They're in practically they're taxed out of business in Norway, and it has increased also the last years. The last 4 years, it's more than doubled the purchase tax on ICE cars, because EVs now compete really well when it comes to the technology, the range, the charging speed, and we've also got a lot better charging infrastructure now compared to some years ago. Ampak, a to pomeni, da tukaj na Norveškem noben več ne uživa v vožnji, oziroma noben ima rad unih ta starih avtov, kar upotajo in se fajn peljajo? Absolutely, we are. But now there's so many funny cars also among the EVs. Okay. So we didn't give up the fun even if the EVs is coming. And you know, in Norway we have 95% sales of EVs nowadays. And I have always said that you have to save that 5% for the funny cars as well. So you can buy a Porsche 911, or if you're an off-roader, Toyota Land Cruiser. Tell me how it all started in Norway, because you adopted electric cars quite early, actually. Yes. Well, the government, they found out that we have to lower the emissions. So in 2010, 2011, we started to push EVs into the market, but we had to find a way. Mm-hmm. So the way was to actually, we had no taxes on the cars, no VAT, but still that it wasn't enough, because that just lowered the price down to the equal of the fossil cars. Okay. But then the government found out that, okay, we have to also give some user benefits. So for all the people who commute into Oslo or other big cities around the country, we also could drive in a bus lane. And we didn't have to pay toll roads. Oh, okay. And that saved us a load of money every day. Okay. And time. Now we have to pay some toll roads, but they have also raised the level of toll roads on the fossil cars. Oh, okay. So the gap remains. Okay. So we are still cheaper than the fossil cars. That's why it still works. Well, you know, Norway is a country which has a lot of energy. We have hydropower, and we are building wind. We have the oil and so on. But if we convert the whole car fleet in Norway to electric, we will only absorb 5% of the total energy amount, and it doesn't matter. Ja, zdaj sem pa tam, kjer ni heca. Pa verjetno polnilnic tudi tukaj le ni, ampak dobro, imam k sreči še pol baterije. Samo na hitro malo zgodovine Katrca, ki je res bogata. Prva štirica je pripeljana na svet že davnega leta 1961. Ja. Prodajala se je na kar 5 kontinentih in prepričala več kot 8,1 milijona voznikov po vsem svetu do leta 1992, kar je zelo velik uspeh. Več kot 30 let je torej trajalo, da so se Francozi odločili obuditi to legendarno številko Katrco, in danes izgleda zelo fajn. Jaz vozim močnejši motor, torej 110 kW, to je 150 konjski, ki ima tudi večjo baterijo od dveh. 40 ali pa 52 kWh lahko sicer izberete, tehta pa največ 300 kg baterija, zato je tudi masa avtomobila ostala zelo zmerna, pod 1,5 tone. In to ima kup prednosti, predvsem pri lahkotni vožnji, ki sem jo že prej pohvalil, pa do 100 pospešil v 8,2 sekunde. To hitri Katrc pa ni bilo takrat, a ne? Pa še parkolco z maso do 750 kg lahko vleče, to je tudi za nekatere, kot sem recimo jaz, pomemben podatek. Seveda mi je všeč drugače, da ima tudi kot prvi Renault funkcijo One Pedal. To pomeni, da lahko voziš praktično brez zaviranja, če znaš lepo predvidevati promet. Na ta način je lahko tudi poraba zelo zmerna, tukaj sicer ni zato, ker je ful mraz, pa ker sem zdajle 1000 metrov nad morjem. Res je nora pokrajina. Prej sem celo videl 2 severna jelena, ki sta tekla čez cesto, pa eno veveričko. V glavnem, ko sem pa prvič vozil ta avto na Portugalskem, je bila pa poraba res manj kot 13 kWh na 100 km in v tem primeru je pa doseg res lahko dobri 400 km kot obljublja Renault, samo ne po avtocesti.
Katrca je že 60 let nazaj postavila standarde za ureditev prostora in še vedno jih, tudi ta nova. Evo, avto je majhen, pa ima 340 litrski prtljažnik, predvsem pa ful nizek nakladalni rob, 20 cm nižji od povprečja tega razreda, kar pomeni, da je ful lažje noter sedeti ali pa zlagati stvari. Tudi ostala kabina je super zrihtana, predvsem od spredi, evo, pa so hudi, meni je tale totalno všeč. Košarce za bageto, pa tale predalček je tudi fajn in seveda so ga prijazni Norvežani nafilali z bomboni, res hudo. Plus tale sedež se lahko zloži in gre noter 220 cm dolg tovor. Še vedno je pa to precej kratek avto, 4,14 metra je dolg, kar je 9 cm več od starega Clio, pa 9 cm manj od Capturja. S tem, da sta s Capturjem enako visoka, če ga še naprej primerjam, je pa ta 1 cm višji od tal, torej 18 cm, to pravi terenca, ne? Medosna razdalja je dolga 2,62 metra, kar pomeni, da je noter tudi dosti prostora v kabini, ne sam v prtljažniku, pa vsi modeli imajo 18-palčna platišča. Zdaj pa jaz moram jeti, ker je toliko mraz, sicer piše, da je 0 stopinj, ampak piha ko hudič nek severni veter, očitno, ne? Tale pa sonček zahaja in to že ob 2. Vem, da zdaj vsi pričakujete, da se tudi med vožnjo pozibava kot stara Katrca, pa se ne. Kljub temu, da ima za 3,5 cm povečan odmik od tal od Renaulta 5, ima še vedno nizko težišče in več vodilno zadnjo opremo, zato se pelje odlično. Res lepo sledi volanu, moči je veliko, prav zabavno je voziti avto tudi po teh norveških cestah. To pa še ne pomeni, da ni udoben. Tudi to so probali pa Renaultu dati v številke in so povedali, da je za 10 do 15% štirka bolj udobna od petke, ker ima drugačne nastavljene blažilnike, malenkost večji hod, pa spremenjene sedeže z drugačnim polnilom. Moram priznati, da se vse te malenkosti tudi v resnici poznajo oziroma čutijo. Evo, zdaj pa baterija je že kar prazna, tako da glede na to, da tukaj ni nobene polnilnice, bo kar fajn po mojem, da grem dol. Je pa res, da takoj, ko pridem dol s hriba, prva vas, hitra polnilnica. Ful enostavno, ne? Ne rabiš nobenih aplikacij, pa ne vem česa še vsega, ampak sam svojo kreditno kartico prisloniš, pa zadeva špila. Sicer ni bilo povsod toliko enostavno, recimo tam na severu, ko sem bil, sem mogel uporabljati neke aplikacije in potem seveda ni deloval sistem, tako da nisem mogel pol na eni drugi polnilnici, ko sem bil, se je ful počas, polno, ne vem zakaj. Sklepam, da je bila premalo baterija ogreta, tako da ni vse čist perfekt, ne, ampak takole, ko se pa pelješ ob avtocesti, recimo imaš pa toliko polnilnic, da je noro, da je to. Tlele jih je 6, 7 jih je praktično, potem tam od zadnjih jih je še njih 20, pa spet od Tesla njih 30. Pa še una je ful zanimiva, ker ti baterijo zamenjajo od Niota. Pripelje avto, noter sam parkira avtomatsko, potem robot vse vzame dol vijake, baterijo zamena, to imaš mislim, da je 3 minutke in je zadeva rešena. Tako da tudi ful dobra rešitev. Če gledam, ne, tle je liter goriva 2 evra. Najdražja polnilnica je bila 60 centov na kilovatno uro. Tako da tudi to razumem pol, ja, zakaj se njim to bolj splača. Evo, zdaj pa malo počakamo, vrnemo avto in letimo domov. Drugače osnova vsake dobre mobilnosti je pa dober javni promet in tukaj v Oslo ima to res dobro poštiman, tale vlak me zdaj pelje lepo v Miro na letališče. Veliko hitreje kot z avtom prideš, pa ful je dober tale app Oslo Pass, pa sam takole klikneš, pa imaš dostop do vseh muzejev ali pa takole do vlaka, ko lepo deluje. Tako da ja, mislim, da se lahko tudi od njih kaj naučimo. Muzej ne boš? Za muzej pa nimam časa. Mi še vedno nimamo vlaka do letališča, kaj še je do kam drugam? Ne meni tega govoriti. Resne države se zavedajo, da je to osnova. Mi da s Matejem sva bila prijetno presenečena, kam vse pa koliko pogosto voze vlaki. No, če bi jaz imel vsak dan vlak iz Konice do sem, bi bila to pač zmaga, ne? Ja, ker stane še naprej. Se bom, ja. Ampak je kaj zeblo, ker zgleda, da je bilo kar mrzlo. Ja, najo je bilo mrzlo, gor na planoti še fejst pihal, tako da sem skoraj zmrznil, je bilo pa lepo. Mimogrede, sem videl 3 severne jelene, ko so prečkali cesto, sem bil prepočasen sicer s kamero, noro velike živali, kot da bi šli 3 kombi čez cesto. Ampak stari, če nisi fotkal, se ni zgodilo, ne? A to je ta fora, če nisi fotkal, nisi jedel.
Mislim, da se je kar vse zgodilo, ne? Ampak bo naslednje leto boljše. Ne? Zdaj pa prispevek za veliko večino, ker večina vas še vedno prisega in imate avtomobile z motorji na notranje zgorevanje. Ko smo nabavili našo Celico, me je najbolj skrbel, kaj bomo vanjo točili, pa sem bil pa zelo hiter pomirjen, ker je tamle med merilniki pa tukaj pisali unleaded fuel only, kar pomeni samo neosvinčeno gorivo. Ja, ta motor je že prilagojen, ker marsikateri takrat še ni bil, torej so se tudi goriva v vseh teh letih, odkar obstaja midva Celico, že spremenila. Torej, moderno gorivo, ki ga točimo v svoja vozila danes, to ni zgolj neka fosilna tekočina izpod zemlje. Torej, gorivo, ki ga točimo danes, se je z leti močno spremenilo, tako osnovno gorivo, kot tudi aditivi, ki jih vanj vmešavamo. In raven ti dodatki potem naredijo razliko v ceni goriva, zato nas velikokrat sprašujete, če se res splača doplačati za dražje gorivo. Pa se? Premium goriva niso samo aditivi, torej niso samo začimbe, ki jih dodajamo gorivom. Moramo vedeti, da premium goriva nastajajo v ločenih postopkih. Seveda je dodano tudi več aditivov, za katerega je gorivo boljše, ima boljši performance. Moramo pa tudi vedeti, da ne vsebujejo biokomponent, zaradi česar je to gorivo obstojnejše. Če bomo mi naša vozila dodajali premium gorivo, bomo absolutno podaljšali življenjsko dobo motorja, naš motor bo čistejši, performance bo boljši, preprečili bomo morebitne težave, kot je na primer korozija oziroma težave morebiti z injektorjem. Sem izvedel, da je ena glavnih komponent modernega goriva detergent. Ja, čistilo, ki čisti motor, predvsem tiste čiste male luknjice na injektorju, da se gorivo lepo in enakomerno razprši, ko zgoreva v valju. Sem takoj najdel vzporednico z mojo ročko za tuš, ki je vedno zamašena zaradi vodnega kamna in potem tista voda šprica vse okrog samo tja, kamor bi mogla, ne. Še ena pomembna komponenta je pa modifikator trenja, to je predvsem pri dizlu, ki je pomemben predvsem pri hladnem zagonu. Takrat je tudi največja obraba motorja. Tale bo ta prav, ja. Po zimi moramo biti še posebej pozorni. Predvsem, ko govorimo o dizlu, je pomembno, da poletni dizel porabimo pred nastopom hladnejšega vremena. Povedati moram, da bencinski servisi zagotavljajo sezonsko prilagojena goriva. To pomeni, da je stranka vedno na varni strani, saj mi poskrbimo za to, da je gorivo zmeraj primerno letnemu času. Poletni dizel je baje dober nekje do -20, zimski pa celo do -40 stopinj, ker se po zim baje tvorijo parafini, ki potem zamašijo filter in zato se potem motor noče zagnati. Zaradi tega, zaradi sezonskosti goriva, je zimski dizel drugačen kot je poletni in tako kot si povedal, je res, da je dizelsko gorivo, torej zimsko dizelsko gorivo, se začne pri nižjih temperaturah zgoščevati. Sploh ko avto dlje stoji, kot bo zdaj tudi naša Celica, je baje priporočljivo natočiti vam premium gorivo, ker dlje drži svoje lastnosti. Tako da ja, se splača, da odgovorim na vaše vprašanja. Ta graf recimo zelo lepo prikazuje, kaj se zgodi, ko motor najprej uporablja povprečno gorivo, potem pa se že po nekaj urah uporabe boljšega goriva izboljša zgorevanje. Zato še en nasvet, če veliko točite, dajte vsaj enkrat na 3 ali pa 4 polnjenje natočiti premium goriva, da vam majčkeno očisti motor, pa bo že v veliko boljši kondiciji. Celico boste seveda v oddaji videli še kasneje, ker se naša zvezda že ogreva, da bo vrtela njen volan, mi da mora pa več povedati o novosti na naših cestah. Ja, Kia je k nam že pripeljala novi Stonic, ki zdaj uporablja nove oblikovalske smernice Korejcev in izgleda zelo moderno. Dva motorja sta na voljo, šibkejši ima 74, močnejši ta je blagi hibrid, pa 85 kW moči. Tudi dva menjalnika sta na voljo, 6-stopenjski ročni oziroma DCT s 7 prestavami. In tudi notranjost je veliko bolj moderna, z dvema velikima zaslonoma, ki sta lepo povezana pri boljših paketih opreme. Stonic pri nas predstavlja skoraj četrtino prodaje, kar pomeni, da bo še naprej zelo pomemben model, pri Mazdi pa bo odslej zelo pomemben model šestica. V poplavi kitajskih avtov letos pri nas sem se prav veselil nove Mazde 6e. In zdaj je tukaj. Še vedno rdeča, še vedno zelo privlačno oblikovana, zdaj dolga skoraj 5 metrov in samo še električna. To je velika sprememba za znamko, ki je doslej imela samo en resen in tudi precej neuspešen poskus električnega avta, in sicer z modelom MX-30. To je bilo leta 2019 in avto so predstavili v Tokiu. 6 let pozneje je seveda vse skupaj drugače. Baterije so boljše, motori so boljši, znanja je več.
konkurence pa tudi. Šestica je za Mazdo izjemno pomemben model, ne nazadnje se je preporod Mazde začel ravno s prvo generacijo Mazde 6 leta 2002, ki je z novo filozofijo zamenjala prejšnjo 626 in seveda takoj postala totalna uspešnica. Uvedla je novo poimenovanje vseh modelov, predvsem pa z obliko presekala s starimi in takrat že pregovorno dolgočasnimi japonskimi avti. So jo potem kmalu sledile še ostale znamke, ko so hitro videli, da oblika prodaja avtomobile, ne samo pregovorna zanesljivost. Zgodba Mazdinega modela serije 6, če jo tako poimenujem, se je začela leta 1970. Takrat so namreč predstavili prvi model, ki se je na Japonskem imenoval Capella, drugod po svetu pa 616 in je lahko imel celo vanklov motor, no tisti model se je potem po svetu imenoval RX2. Druga generacija leta 1978 je bila znana po dobri aerodinamiki, ki je bila samo 0,38. Danes imajo takšno tile avti. No, se je pa prvič imenovala že 626, v Veliki Britaniji pa Montrose. No, tretjo generacijo, ki je k nam pripeljala leta 1982, sem pa tudi sam že videl pri nas in je bila sprva z motorjem in pogonom. Spredaj celo dizelski motor je lahko imela, naslednja generacija leta 1987 je bila pa bolj ali manj prenova. Čeprav je tudi prinesla kar nekaj zanimivih bombončkov, recimo serijsko električno pomična okna, tempomat, subwoofer in celo kot karavan je bila na voljo. Pa 4-kolesno krmiljenje je imela, ampak ni bilo zelo priljubljeno. Pete generacije iz leta 1992 se najbolj spomnite že sami, na Japonskem so jo preimenovali v Kronos, še bolj pa verjetno se spomnite šeste generacije iz leta 1997, ki je bila pri nas zelo popularna kot kombi limuzina oziroma karavan. Potem pa leta 2002 končno prva Mazda 6 in te se zelo dobro spomnim tudi sam, ker sem takrat ravno začenjal svojo kariero v avtomobilizmu in nam je takoj postala všeč. V bistvu se je dobro peljala, zelo dobro je izgledala, na voljo je bila v 3 različnih karoserijskih oblikah in tudi v različici MPS z 2,3 litrskim benzinskim turbomotorjem, ki je imel 191 kW moči oziroma 260 konjičkov. Dobro je letela. Naslednja generacija leta 2007 se je predvsem poredila, platforma je ostala bolj ali manj enaka, je bila pa izredno priljubljena med družinami. O zadnji, ki je na ceste zapeljala leta 2012, pa skoraj ne rabim zgubljati besed, še vedno jih ogromno videvamo na cestah in to z dobrim razlogom, ker je pač dober avto. Zdaj pa je med nami že ta Mazda 6e, kot se polno imenuje. Lahko bi rekel, da je to že 4. generacija šestice, lahko bi rekel tudi, da je 10. generacija, če štejem že modela 616 in 626. Lahko pa rečem, da je to v bistvu prva generacija, ker je prvič šestica tudi s črko E. Pri razvoju prejšnjih generacij šestic je Mazda praktično vedno sodelovala s Fordom, ki je svoje modele potem uporabljal na enakih platformah. No, tukaj pri Mazdi 6e so pa sodelovali s kitajskim Changanom, ki ima v bistvu zelo podoben model Deepal SL03, ker Kitajci pač obvladajo električne avte. Če samo na hitro o sami obliki, ja, v bistvu je zelo elegantna, zadek se zelo kupejevsko spusti tukaj le dol, zadnja prtljažna vrata se odprejo s steklom vred, kar pomeni, da je 6e 5-vratnik, no tale stranska vrata se pa odprejo brez robov tukaj zgor. In je tudi veliko bolj elegantno. Notranjosti se lotim naslednjič, ker je čist preveč lepa, da bi jo samo takole na hitro, lahko pa na hitro v tej premieri kakšno rečemo o pogonu. 2 možnosti boste imeli na voljo, prva ima baterijo z bruto kapaciteto 68,8 kWh in doseg 479 km. Na enosmernem toku se polni z največ 165 kW moči in se od 10 do 80% napolni v 24 minutah. To so seveda tovarniški podatki, na testu bomo pa preverjali, kako je v praksi. Z manjšo baterijo ima tudi malenkost močnejši motor, 190 kW ima tisti, to je 258 konjev, zato z mesta do 100 na uro pospeši v 7,6 sekunde. Druga opcija je pa long range, torej dolgi doseg, če prevedem. Ta ima baterijo z bruto 80 kWh, teoretični doseg 552 km, polni se pa z največ 90 kW na enosmernem toku, torej se od 10 do 80% napolni v 47 minutah.
Ja, ta bo za tiste, ki večinoma polnite počasi doma, prva pa kljub manjši bateriji za tiste, ki raje polnite hitro in nekje na poti. Pa še ena zanimivost, ki mi je dejansko zelo všeč. Obe verziji imata zadnji pogon, kar pomeni, da bi 6e moral biti malo dinamičen avto. Vse to preverimo v testu. Še en prispevek z Mazdo 6e smo pripravili, ker je res veliko za povedati. Ja, notranjosti se še lotil nisem. In je res lepa, tako da moraš v to povedati. Ne? Nadaljujemo po tujini, kjer si vozil prenovljeno Toyota BZ4X in praviš, da je fenomenalna. Mislim, zapeljati ta avto je eden najboljših. Tudi po terenu. Tudi po terenu. Nor je. Tole je bil pred 3 leti moj najljubši električni avtomobil. Bizarno, ne? Ker ravno električni del je bil njegova največja šibkost, zato ker je bila poraba večja kot pri podobnih avtih in tudi polnjenje je bilo občutno počasnejše kot pri ostalih, zato so bili menda prvi lastniki precej nejevoljni. No, Toyota tega ne mara, zato so zdaj ob prenovi velik del energije usmerili ravno v to področje. Moja naloga pa je, no pa tudi zato, ker me firbac matra, da ugotovim, kako je zdaj s tem. Kako hiter se polni, sicer ne bom mogel pogledati, ker so mi avto napolnili, se pa kar nekaj časa preganjam po navadnih cestah, evo, pa tudi po brezpotih, tamle zadaj je Gibraltar, zato bo ob koncu dneva več jasno. Okoli Malage se potepam tokrat, predvidoma na moji poti ne bo veliko avtocest, sem pa namenoma izbral bolj zahtevno in terensko traso, ki me bo vodila tudi preko peščenih delov, da se bo moral BZ4X mal namatrati. Zato sem vzel tudi ta hudo različico s 4-kolesnim pogonom. No, zakaj mi je 300 meters. You will arrive at your destination. No, zakaj mi je bil pred 3 leti BZ tako všeč? Vem, še vedno zelo simpatično ime smo se hecali v uredništvu, da to pomeni Busy 4X, se pravi, nimam cajta za bivšo. Zapeljati je bil tole eden najbolj prijetnih križancev, električnih sploh in takšen je v bistvu še vedno. Krmiljenje je vrhunsko in naravno prav mesnato, zelo komunikativno, podvozje pa neverjetno dobro uigrano in izjemno udobno. Se vidi, da je imel prste tukaj vmes Subaru. Zakaj je to pomembno? Ker se boste naokoli vozili tako udobno, da boste dejansko pozabili, da upravljate avtomobil. Pretresanja praktično ni, položaj za volanom je zelo dober, preglednost je dobra in z voznega stališča štima čisto vse. Predvsem pa je ta med električnimi predstavniki skoraj edini, ki blesti na terenu in to konkretno. Ampak to še ni test, tisti še pride doma. Malo so spremenili sprednjo masko, temu pri Toyoti rečejo hammerhead oziroma kladvenica po slovensko, to je tale morski pes. Zdaj pri Toyoti pravijo, da je ta gobač še bolj agresiven, ampak meni se dejansko zdi bolj umirjen oziroma manj polarizira. Večini bo bolj všeč in tudi bolj moderno izgleda. Dno vozila je zdaj bolje zaščiteno, zato je nekoliko manjši tudi količnik zračnega upora, zadaj pa BZ ostaja bolj ali manj enak. No, kakšno malenkost so najbrž že spremenili, ampak jaz niti ne opazim tega. Notranjost je zakon. Zaključimo kar s tem? Ne? Ok, potem povem zakaj. Spremenili so tale osrednji del in zamenjali mal vrstni red. Prej je bila prestavna ročica spredaj, pa odlagališča zadaj, zdaj je vse skupaj obratno in mi je veliko bolj simpatično. Tudi tale del pri merilnikih so nekoliko spremenili oziroma predvsem odstranili plastiko, ki je bila potem na obeh teh delih, tako da vse skupaj zdaj izgleda veliko bolj moderno. Na sredini imam še vedno velik zaslon s 14 palci in s precej dobrim vmesnikom. Super in uporabno je notranjost tudi zato, ker imam ogromno fizičnih stikal. Evo, tukaj pa na sredini, na volanskem obroču in celo tukaj le so. Krasno. Potem so pa še stvari, ki jih v bistvu ne boste tako opazili, naprimer, da telefon lahko zdaj polnite s 60 W moči, ne samo s 15, pa da je klimatska naprava bolj učinkovita in da bateriji lahko ukažete, da se predhodno ogreje in pripravi na polnjenje. Zato grem lahko kar k najpomembnejši stvari, vsaj zame.
celotnemu pogonskemu sklopu. Dve bateriji sta bojda novi in manjša ponuja 57,7 kWh, večja pa 73,1 kWh, to sta bruto vrednosti, polnita se bateriji z največ 150 kW moči, kar pomeni, da se bo ta velika od 10 do 80% napolnila v 28 minutah. To je že kar v redu in predvsem mnogo bolje kot prej. Ogrevanje in priprava baterije se lahko samodejno zažene že s tem, ko boste cilj in polnilnico vnesli v navigacijo, torej nekako samodejno. BZ4X lahko izberete s sprednjim ali pa štirikolesnim pogonom, šibkejši ima 165 kW moči, to je 224 konjičkov, tale AVD, ki ga vozim jaz, ima pa 252 kW moči oziroma 343 konjičkov, zato leti kot šus. In AVD lahko vleče do 1,5 tone težko prikolico, polnilnik je pa tukaj lahko celo 22 kW. Tile vozni programi zagotavljajo dobre terenske sposobnosti, ampak jih v bistvu danes ne potrebujem, čeprav je na nekaterih delih podlaga že precej zoprna, pa gre vsem kot po maslu. Evo, po celem dnevu voženj je moja poraba takšna. Meni se zdi precej dobra, ker sem se kar veliko preganjal po teh hribih tukajle, kar pomeni, da so pri Toyoti naredili en velik napredek naprej in vsaj zame odpravili edino resno hibo, ki jo je ta avto prej imel. So pa predstavili tudi BZ4X Touring. Evo ga, to je pa takšen karavan, ki je v bistvu tehnično soroden temu avtomobilu, samo da mi je še za pogledat veliko bolj všeč, pa še bolj družinsko uporaben se mi zdi. Predvsem me pa spominja na nekdanji Subaru Outback, ki je bil pa itak eden najbolj vsestranskih avtomobilov nasploh. In zdaj mi je tisto mogoče še bolj všeč. Pa sej ti si tudi v redu. Greva domov, sej sva se imela fino danes. Prejšnji teden sem v ogromen gigabox Fordove Pume Gen E skril nekaj živega, nekaj, kar raste z vami, nekaj, kar vam lahko polepša vsak dan in Matej že cel teden ne spi, ker ne ve, kaj to je, zato je pravi čas, da se to tudi razkrijem, ne? In evo, taram! Rože. Rože, žive. Veš, kako je to uporabno lepo? Vsak večer prideš, odtrgaš svoji dragi novo cvetico in jo odneseš gor in narediš nekaj dobrega. V bistvu za sebe, ne? Ker je ona srečna, pa posledično si tudi ti srečen. Ne? Tako da, evo, nagrajeni se že na našem Facebooku Volan. Jaz pa vam za vas že pripravljam nov izziv. Tako da, Matej, prosim, tole mi pomagaj pospraviti, pol pa prijazno se odstrani. Aha, to pa lahko, ne? To pa seveda. Za zadnjo nagradno igro pa sem se izmislil nekaj revolucionarnega. Tule spodaj v gigaboxu Fordove Pume Gen E je nekaj, kar potrebuje čisto vsak človek. Nekaj, kar smo Slovenci dejansko vpisali v ustavo. In nekdo med vami bo dobil tole Fordovo torbo presenečenja. Morate pa na Instagram Volanslo tam slediti navodilom in napisati, kaj je tule spodaj. Tule je marsikaj zanimivega, tako da se splača sodelovati. Ti pa ne odpiraj, ker boš videl naslednji teden. Kaj bi lahko rabili vsi ljudi? Luft. Je luft, je itak not, že v vsakem primeru. Vili, po čem te poznajo v Sloveniji? Mislim, glede avtomobilov ali česa. Ne, drugače me poznajo po tem, da sem vesel človek, pozitiven človek, rad imam ljudi in obožujem muziko. Zakaj si ti edini, ki je doslej rekel, da ta naš avto je pa grd? Zato, ker so zdaj tako lepi avtomobili, da meni ni všeč, no. Mislim, jaz verjamem, da je dober, ampak pač to je moje mnenje, ki pa ne pomeni nič. Nekoč je bil to en strašno dober avto, pa lep avto, zdaj pa to mim. Zdaj pa čisto druge dimenzije, drugače pride avto, drugače gledam, no. Kaj pa ti voziš? Jasno, enega najboljših vzdržljivih avtomobilov, to je Hyundai Santa Fe. In zakaj ravno ta avto? Zato, ker mi vedno v vseh teh 30 letih, odkar vozim te avtomobile, so zdržali. Sem naredil po 400-500 tisoč kilometrov in ni bilo nobenega problema. Kaj pričakuješ od današnjega izziva? Stresno situacijo. Zakaj? Zato, ker me je strah, ker je pač snemanje, ker je malo drugače, kot jaz vozim. Ne vem, kako se obnesem, a znam voziti ali ne, ker drugačen avto, drugačen pritisk, drugačen vse. Ok, zdaj pa akcija. Selika, gas. Selika, gas. Začni voziti prvo, ne? Ne, ti imaš trening, Kako boš pa treniral, ne, za volan? Stari, pa jaz srč človek dol spodaj, se zdi, tako da se zritijo drsa po cesti. Da še je to fajn.
Ima. Oh, ja. Vili, kako ti je šlo? Za nič. Ampak pazi, hvala Bogu, je nov sistem ratov, da lažje voziš. Tole voziti, to je pa čisto nekaj drugega in mi je... Kaj? No, boj, kaj je bilo? Ne, težko je, veš kaj je, ročni menjalnik, nič ne vidiš, nizko dol sediš, ropota, kaj da se bi kar zaletel, mislim, noro, ampak tako je bilo včasih. Ja? Ja. Pa ti je bilo fajn? Ne. Zato, ker, veš pa, res ti bom povedal, stari izgleda zelo enostavno, ampak ko prija s tem velikim avtom, kele vmes, z joko bi se, gremo naravnost, jaz sem vam rekel, povabite me takrat, ko gre vse naravnost. Tam bom vozil, kar je pa levo, desno, stari pozabi. No, naslednjič, kam misliš, da si prišel? Kam si prilezel? Stari, z vsem avtom nedaleč, po mojem. Pa dobro, rečemo tukaj za Aljo, ajde. Za Aljo? Ja. Pa ne, valjda si pred Aljo. A ne me basa. Ja, en stožec si sklatu, ne? Mislim, pameten biti doma je najlažji, tole pa voze je pa drugače. A si hotel reči, da si se malo razvadil s temi modernimi sistemi? Ne malo, zdaj vidim, da pa zelo veliko. Mislim, spohno gledam, nimam občutka, no, mislim, se mi zdi, da sem na vozu, zdaj pa nič ne vidiš in vozu vse podereš. S katerim svojim komadom bi najboljš opisal tole svojo današnjo izkušnjo? Mogoče še zdaj ne vem, zakaj sem se to razbil. Še zdaj ne vem, zakaj še voziti tole celico ali kaj tale. Ampak to je življenje. Ja. Legenda. Tako, evo. Že naslednji teden pa nova zvezda za volanom, ki tako kot mi obvlada in obožuje avte. Rokice, 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 rokice! Izvedeli boste, kako vam lahko podjetje Engen olajša polnjenje vašega električnega vozila in vozili bomo MG, enega od 2 električnih karavanov pri nas. Poleg na spletni strani volan.si smo tudi na Facebooku in Instagramu, tudi na YouTubeu in TikToku smo. Se vidimo!